bil omenjen že pred drugo svetovno vojno, so na njem domnevali zaradi številnih najb, ki so bile že takrat odkrite, da gre za eno takih pribežališč. In ravno v osnovi najb z Rifnika in bližnjega Vranja in Tinja so domnevali, da so bila to edine 3 postojanke, ki so bile na območju Slovenije. Vsi drugi, da so se preselili v Italijo. Takšno je bilo vedenje, recimo zgodovinarjev, še do 70. let 20. stoletja. Recimo, če gledate Boga Grafenaurja, omenjajo pravzaprav samo te 3 postojanke, pa še te niso pretrat raziskane. No, potem so sledila na Rifnikov seveda izkopavanja, že med drugo vojno Schmidt izkopaval in ker je našel ravno novec Teoderika, ki sem ga prej pokazal, je domneval, pa seveda to je bilo tudi oblastem všečno, da gre za gotsko naselbino, kar je sicer delno res, ni pa v celoti res, to bomo videli kasneje. No, potem so sledila pa izkopavanja pokojnega kolega Lojzeta Bolte in pa zdaj Darja Pirkmajer in Rifnik je zdaj resnično v veliki meri izkopan in pojasnen. Posebej pomembno je še to, da na Rifniku imamo tudi pripadajočo grobišče, kar je še posebej dragoceno, kajti večini teh naselij ravno grobišča manjkajo, ali pa obratno imamo grobišče, nimamo pa naseljene. Tako da je bil Rifnik prvo najdišče, ker so lahko ugotovili, da to vrstne grobišča, in pravimo grobišča v vrstah, ker so pač pokopani v vrstah iz 5. 6. stoletja, imajo pripadajoče naseljene v glavnem na teh naravno zavarovanih hribih. No, če zdaj pogledamo samo situacijo Rifnika, tu je pogled stolpa na Veselni, sem fotografiral, izjemna je že njegova tudi ne samo strateška, tudi obrambna, tudi drugače ta lega s fantastičnim razgledom, kajti iz njega se vidi tako Zbelovska gora, ki smo jo prej omenili, Donačka gora in pa Tinje, ki ga bomo potem še tudi pogledali. Če bi še na jug lahko pogledali, se vidi Gradec pred Prapretnem, tako da je imel fantastično lego in fantastično možnost komuniciranja in obveščanja ostalih naseljenih. Kar opažamo pri vseh teh postajankah, je bilo izjemno pomembno. Kajti v tem času, ko je rimska država propadla leta 476, pravzaprav ni bilo več nobene centralne oblasti. Ljudje so se morali znajti sami in seveda potem je bil tak sistem samozaščite, samoobveščanja in seveda zato so izbirali točke, kjer so se lahko tudi tako uspešno obveščali. No, to poznate, seveda, mislim, zdaj v samem Rifniku ne bom toliko govoril, bolj na hitro bomo preleteli zdaj te stvari iz te zadnje faze, ki so tukaj daleč najbolj pomembne. Na Rifniku gre namreč za kombinacijo naseljine, vojaške utrdbe in pribežališča. Naseljina v tem delu, južno pobočje Rifnika, ki je bilo klimatsko oziroma najbolj idealno mikroklimatsko zavarovano, na južni strani, dobro obsijano, bi rekel, zavarovano pred vetrovi in potem so bile najdbe hiš v glavnem ob obzidju. Večji del notranjosti je bil prazen, tak je bil izpostavljen. Zanimivo, ker v praznolini so stavbe ostale tudi tukaj na vrhu. Potem, ko tukaj so očitno že bolj poznali to in so jih postavili samo v tem najbolj zavarovanem predelu in povsem tukaj na južni strani. No, tu je posnetek teh zadnjih izkopavanj. Treba svoje povedati, da to še zdaj ni v celoti objavljeno. Ta zadnja izkopavanja kolegice Pirkmajerjeve od leta 82 naprej pravzaprav niso objavljeno znanstveno podrobno, so samo bolj popularni obliki, tako da manjkajo za še številni podatki, ki jih pričakujemo šele v te podrobne znanstvene objave, ki bo upam, da tudi malo sledila, kajti ena mlajša kolegica je ravno zadnjič zagovarjala pri nas doktorat iz keramike za Mark Hausovec, tako da delajo na tej temi in upam, da bo to malo tudi bolj znanstveno v celoti predloženo. In potem bomo še natančno pojasnili, koliko je bilo stavb, v katerem obdobju so bile postavljene in tako naprej. No, zelo važen element je pa to obzidje, ki sem ga že prej omenjal. V času Justinijana so namreč okrepili obzidje, ki je bilo prej, to je bilo zgodne, s puščico označeno je zgodne obzidje. Ne vemo točno, da nastane. Morda že v tej prvi fazi, konc 3. stoletja,
lahko še na drugi polovici 4. Ampak enkrat takrat, v 6. stoletju, v času Justinijana, ko pa Justinijan zavzame te kraje, je pa na določenih mestih postavil svoje vojaške utrdbe in zgleda, da je Rifnik ena od teh, bom pokazal potem primerjave za to vrstne načrte, postavil 5 stolpov, vhod je zavaroval. Tu se to zelo dobro vidi, čeprav še niso vrisani vsi stolpi, ker tega najnovejšega načrta še ni, ampak se vidi 1, 2, 3, 4, 5 stolpov in ta situacija, boste videli, se pojavlja pri številnih bizantinskih trdnjavah v velikem delu imperija. V notranjosti je seveda najvišje mesto zgodne krščanska cerkev, 100 metrov dalje je ena manjša cerkev, bom kasneje pojasnil neke domneve v zvezi z njo, naseljena na južni strani in pa predvsem v obzidju. Kot sem že rekel, tu niso vrisane te zadnje stavbe izkopava zadnjih 20 let, ker pa še niso objavljene, ampak si smemo predstavljati, da je tukaj za dokaj gosto poselitev ob celotnem obzidju, morda tudi z lesenimi stavbami, ampak spravim, na to bo treba še nekoliko počakati. Cerkev je zelo zanimiva, bila je postavljena že takoj v začetku, se pravi konc 5. stoletja in sicer v tej obliki, kot je tukaj na levi strani, samo navadna pravokotna stavba, ki je imela verjetno v notranjosti klop za vrhovščino. Tu spodaj imate rekonstrukcijo, kako naj taka klop zgleda iz našega najdišča Tomovcograd, nekaj takega je moralo biti tukaj, ampak tukaj je bila žal že uničena. In v 6. stoletju potem, ko je Justinijan utrdil to stolpi, je razširil tudi cerkev. Domnevamo, da gre za obdobje Bizantincev, Justinijana, kajti podobno situacijo imamo na drugih najdiščih. Recimo Tomovcograd, ki ga mi skopavamo na zahodni strani Slovenije, v Posočju pri Kobarido, je zelo dobro pokazal, da so v teh prigradnjah, ki so bile kasneje narejene, je bila najdena posoda, v kateri je Justinijanov novec, tako da vemo, da gre za ta čas in zgleda, da je takrat tudi nastalo to stransko poslopje, predverje in pa ta stanovanjski del pri tej cerkvi, ki je bila že prej postavljena. Zdaj, to je z konca 5. stoletja, ta del pa verjetno v sredini 6. stoletja. Vemo, da je Justinijan tudi sicer podpiral gradna cerkva, v Bizanco, oziroma Konstantinopolju, zgradil to mogočno Hagijo Sofijo, po celem imperiju je gradil cerkve, tako da domnevamo, da je pač on bil tisti, kajti Goti, vsega, ko niso imeli interesa zdaj širi cerkve, oni so klečali postavili tisto manjšo cerkev. Tako da mislimo, da gre to v čas Justinijana. No, to je zdaj pogled na zgodno cerkev, to je pa ta manjša cerkev, pravzaprav skoraj že kapela. Glede na dimenzije in pa na dejstvo, da je umaknjena v stran od glavne cerkve, domnevamo, da gre za arijansko cerkev. To je seveda tudi samo domneva. Arijanci so bili neka verska ločina v tistem času, v 4. stoletju je nastala, ki so se nekih neznatnih vprašanjih ločili od katoliškega gledanja. Trdili so, da Kristus ni istoveten z Bogom, da je sicer Božji sin, ampak da sam ni Bog. Medtem ko po nicejskem gledanju je seveda Kristus istoveten z Bogom, je prav tako Bog. No in zaradi teh nekih naglih razlik se je ta ločina ločila, ampak so jo sprejeli germanski narodi. In ko so z Goti in Langobardi prišli, so bili arijanci, so si morda naredili seveda svojo cerkev. Ravno na Rifniku je taka situacija, ta cerkev je bistveno manjša, kot je zgodnja, tako je domnevamo, da bi tukaj lahko bili tistih nekaj arijancev, ki so bili verjetno na hribu in so rabili pač neko manjšo cerkev. Tu je neka razlaga, čeprav nekih pisnih potrdil za to nimamo, kajti arijanske cerkve se dejansko ni mogoče ločiti od ostalih cerkva. To je problem v celotnem tem prostoru, kjer so bili Gotje, samo v Raveni, kjer vemo, da je bila arijanska cerkev, jo lahko ločimo, ker so pač pisni viri, mozaiki, medtem ko tukaj je seveda to zelo težko. Ampak ravno na Rifniku je ta domneva zelo, zelo verjetna. No, kdo so bili pa prebivalci Rifnika zdaj v tem obdobju? Ker sem omenil že veliko Gote, pa Langobarde, da ne boste mislili, da so bili to glavni prebivalci, teh je bilo zelo malo. To so bili pač vsakokratni
osvajalci, ki so pač prišli v neko naseljino, ki je že obstojalo domače staro prebivalstvo. Mi jim pravimo staroselci, kajti to gre za eno pisano mešanico ljudi, ki je pač že odprej živela na tem prostoru, že vse od prazgovinske obdobja, se potem v rimskem obdobju prihajalo do velikih premikov, tako kot v prejšnji Jugoslaviji so pač iz Rima z dekretom pošiljali ljudi z enega konca imperija v drugi konc, tako da recimo že v sami Celeji imamo napise ljudi, ki so prihajali tja iz Sirije, iz Egipta ali pa recimo iz Anglije. Tako da tu gre za mešanico, ki ne moramo zdaj etnično kako zanesljivo označiti in pač pravimo staroselci. Romanizirani, ker so pač sprejeli rimsko kulturo, rimske štandarde. No, in to je gradivo, ki je značilno za te staroselce, tudi lepi zlati ohani. Edino ta lonček je longobarski, vse drugo sodi staroselcem. Tu je potem ostanek nekega tako imenovanega refleksnega loka, ki pa že kaže na neke barbarske prišleke. Prvi so do naše kraje prinesli Huni. In to je doslej edini tak primer iz celega prostora Slovenije. Namreč to je tale del. Samo tole smo našli, oziroma so našli. Jaz sem potem to prepoznal v muzeju, namreč gre za koščeno ojačitev tako imenovanega refleksnega loka. Ta del je bil tukaj v tem. In take loke so uporabljali Huni, kasneje pa tudi Goti, morda in delno, morda Langobardi. Tako da na Rifniku obstoja tudi možnost, da je kakšen Hun tega zašel ali pa v sklopu tistih, kako bi rekel, tistih federatov, pa tiste vojske, ki je bila tam v začetku 5. stoletja, da je bil že mogoče kakšen pripadnik hunskega plemena, ki je uporabljal tak lok. Tu bo treba se še počakati na kakšne druge najdbe, ampak je eden redkih primerov, ki nakazujejo prisotnost Hunov. Potem so vzhodni Goti, kot sem rekel, niso pustili veliko sledov na Rifniku. Tale fibula je značilna za nošnjo njihovih žensk, vendar običajno so ženske nosile take fibule v paru. Ta je bila pa samo ena, tako da nismo prepričani, da gre za Gotinjo. Lahko je bila staroselka, ki se je poročila z Gotom, ali pa kaj podobnega. Tako da tukaj to manjka, vendar pa najdem vzhodno-vodski novec ravno tako potrjuje to domnevo. Tako da zelo verjetno gre tukaj na neko zelo majhno vzhodno-vodsko posadko. Potem pridejo Bizantinci, to sem rekel Justinian, njegova vojska. Ta čelada žal ni bila najdena na Rifniku, ampak bil najden del take čelade. Ta del na vrhu je bil najden na Rifniku, ampak tu kažem na rekonstrukcijo oziroma ena čelada, ki je bila pa v celoti odkrita iz Nemčije, ampak to vseeno dokazuje, da je nekdo tukaj bil, ki je nosil take čelado. Ampak take čelade je nosil sam najvišji sloj komandantov, poveljnikov v bizantinski vojski. Tako da kaže, da je bila ena zelo pomembna posadka, v katere komandant je imel tako imenitno čelado. Ki je bilo najdeni samo nekaj v celotnem imperiju. Tako da gre ta grobec je bil najen v grobu ali ne, najen je bilo na sebi. Nažalost. To je eno vprašanje. To je že potem jezikovno ovira. Imamo germane. Ja, seveda tudi. Germansko skupino jezika. To je res. Čeprav je res, da tile Bizantinci, ki so prišli verjetno, ti so znali tudi latinsko. Čeprav so glavno govorili grško, ampak po moje ta posadka sploh ni bavika. On je rekrutiral ljudi verjetno že kar z tega prostora, samo kakšnega par ljudi morda njihovih, ki so pa znali latinsko in so se seveda lahko družili in pogovarjali s temi. Gotje seveda so imeli pa svoj jezik, in Langobardi, ampak tudi oni so delno znali, kajte recimo Teodorik je bil kot talec na bizantinskem dvoru 110 let, tako da tudi pri njih so bili sve ljudje, ki so to vladali. Bile so pa nedvomno težave v komunikaciji, tudi v tem pogledu. Malo v verskem pogledu, arijanci, katoliki, malo pa tudi, recimo, glede komuniciranja. No in potem na konca Langobardi, ki so pa tudi dosti dobro zastopani, s temi zelo značilnimi, mi pravimo S-fibule v obliki črke S in pa številno langobardsko keramiko. No, tukaj je tak primer, ki gre verjetno Germanom, kajti
orlovske glave so značilne predvsem za gote, pa tudi sicer imajo Germani zelo radi. Omenil sem grobišče, žal ni bilo celotno izkopano, že prej so tam gor domačini in del grobišča uničili, tako da mislimo, da celotna številka je bila okrog 150 grobov, ali pa morda celo še več, kar seveda posredno kaže, kako velika je bila v tem obdobju tudi naseljena. In na osnovi teh grobov, ki so bili pač tako moderno izkopani v koncu 60-ih let, seveda imamo dosti dobro predstavo o prebivalcih te rifniške naselje. In to je posebna dragocenost, kot sem že prej omenil, da imamo in grobišče, na katerem so najdbe, ki imajo ustrezne najdbe, potem odgovarjajoče najdbe tudi na sami naseljeni. No, zelo problematičen je tale lovec na desni strani, to je Justinjan, zlatnik, ta je pa srebrnik nekega neznanega langobardskega vojvode, ki ga žal ne znamo natanko opredeliti, oziroma se tu naša mnenja razhajajo. Numizmatiki mislijo, da je iz druge polovice 7. stoletja, potem ko arheologi domnevamo, da je nemogoče, da bi v tem času rifniška naseljena še obstojala. To je en tak problem, ki ga še do slej nismo uspeli rešiti. Kajti večina drugih najdb gre v 6. stoletje in se zelo nenavadno, da sredi grobišča pa novec, ki je iz druge polovice 7. stoletja. Ko na rifniku praktično ni več, ker so že pred Slovani v tem območju ali pa vse v bližini in naseljena, kot kaže, morda v nekem majhnem delu, da bi funkcionirala, ampak da bi sredi grobišča v vrsto teh grobov natančno kopali nekoga s takim novcem, to je problem, ki ga spravim zaenkrat še nismo uspeli rešiti. Je pa seveda zanimivost, kajti samo 2 taka novca sta bila doslej najdena. Niti ne vemo, kako se ta vojvoda imenoval. Numizmatiki samo glede na to dosti grobo izdelavo domnevajo, da gre za langobarde, verjetno je bilo pakovano nekje v severni Italiji. Glede novcev, to me že skozi zanima, da smo vprašala. Takrat ni bilo možnosti, da bi lahko kar prekinali pretok denarja, ko je prišel recimo nekdo druga oblast, kakorkoli. Je šla po vrednosti, kako lahko po kovancih domnevate, kjer obdobje, zato ko vredno ste se še kasneje upravljali ali se pač nehaj veljati? Ja, ne. Je problem delno tak, ki ste ga nakazali. V rimskem času recimo je bil ta problem. Kajti novci iz 3. stoletja so jih včasih uporabljali še v 4. ampak zelo redko. Zelo veliko se je pa v 6. stoletju uporabljali, ker takrat nočnega otoka ni bilo več, ko rimska država propadla, ni več bilo denarja, je bilo spet naturalna zamenjava v glavnem. Ko so prišli Gotje, so imeli svoj denar. Bizantinci so imeli svoj denar, ampak od bizantinske denarja smo šli samo tale zlatnik, pa en bronast novec od Justinjana, to je vse. S tem ne vem, kaj veliko ni, in tudi sicer v Sloveniji skoraj ni bizantinski novca. Se pravi, da so samo tisti nekaj teh ljudi je mogoče s tem še malo trgovalo, drugi so morali zamenjevati. Tako da včasih so v tem 6. stoletju uporabljali potem ta star denar, ki so ga verjetno našli, ali pa še morda hranili iz 3. 4. stoletja in se vidi, ker je zelo obrabljen, da je bil zelo dolgo v obtoku, ampak je verjetno samo bolj imel materialna vrednost, kot pa tisto, ki je bila zapisana seveda na novci. Tako tu so veliki problemi, ampak vendarle, če je tak novec, ki je tako dobro ohranjen, kot sta tale dva recimo, in seveda zlatniki so običajno vedno dobro ohranjeni, ker niso bili stalno v prometu, se da dosti natančno določiti. Če so pa tisti novci, ki so močno uporabljeni, seveda pa to mnogo težje. Tad moramo pogledati, kje je bil najden skupaj s katerimi predmeti in tako, da dobimo pravo izpovednost. To smo dal pa eno sliko nekaj sodobnega, namreč problem, ki sem že prej omenil, zadnja znanstvena publikacija o rifniku je šla leta 1981. In tu je Lojza Bolta, ki je napisal monografijo o rifniku, objavil tisti del grobišča, oziroma vso grobišče in del naseljena, ki je bila takrat znana. In tu je bila velika fešta pri Hajnško in smo to veliko praznovali in se veselili. To je, mogoče še nekaj, da prepoznate gospod Faniko, lastnico terena. To je Hajnšek tudi, domačin, ki nas je tega časa tam gor. Tole je profesor Petru, ki je skopal naslednje nadišče, ki je pokazal.
To sem pa tudi jaz, ki sem takrat tudi že skopala na Tinjo, pa delno na Gradcu Petraternem. Takrat so se v bistvu v 70-ih, po začetku 80 so bile najbolj intenzivne skopavanja v tem območju.